so jim včasih tudi, no, ker tako, kakšne bonuse pa tako, ne, da niso rabili nič dokazati, to je bilo nek buhaj odkje denar pa tako, no, so jim tudi kar, no, isto, v vrečah tako se rekla, iz kancelarije, ne, ven takole, z dvem vrečam, ne, jim dal vsaki po milijon pa pete, ne. Po milijon rubljev? Ne, milijon dolarjev pa tako, ne, tako da. Okay. Sem Gregor Trebušak. Ženski svet pojma nimam. Čeprav sem odraščal s 3 sestrami in delam v skoraj povsem ženski redakciji, o tem, kako pripraviti hčeri na svet, ki jo čaka, nimam pojma. Zato podcast z ženskami, ki imajo kaj povedati. Živjo, ja, prvič je vedno mogoče najtežje začeti. En kup vprašanj, kaj bo, kaj vprašati, koga sploh povabiti v ta prvi podcast, zakaj sploh podcast, pa v bistvu polka malo razmišljaš, je vse zelo enostaven. Danes je en tak res deževen, ne preveč privlačen majski dan, ampak vse ostalo se je pa kar sestavilo. Gostja je rekla, pridem, pa čeprav je zdaj čakala 2 uri na to sceno, kaj boste videli. Jaz jo poznam, se mi zdi, da 10 let, ampak zgolj iz medijev, zgolj iz njenih dosežkov. Prva je pa z razlogom, zato ker se mi zdi, da bo najlažje povedala, kako je, ko si na vrhu, pa ko se ti zgodi 1000 enih stvari, pa koliko časa v bistvu traja, da prideš na vrh. Ampak dovolj o tem uvodu. Nika Barič, živja. Živja. Hvala lepa, da si prišla. Z veseljem. Res sem študiral, kaj v bistvu čisto na začetku reči, kako te v bistvu sploh predstaviti, kaj te vprašati, ker se veš, tisto prvo vprašanje je ful pomembno. Imel sem jih enih 10 in na koncu mi ti napišeš, jaz se zdaj prihajam z vlakom. Kako prihajam z vlakom? A nisi ti prva športnica, vsaj kar se sam spomnim, ki je podpisala milijonsko pogodbo, zakaj pa nimaš šoferja? Tako bom rekla, šofer ne pride v poštev v Sloveniji, ker enostavno Slovenija je tako majhna, da lahko sam z avtom prideš, vemo, da v 2 urah od kjerkoli mesta do nekega drugega. Tako da jaz v bistvu sama ne rada vozim avto, to je prvo. Kakor drugo pa v teh naših koncih, se pravi, se moraš peljati na Trojane, pa pol na avtocesto ali pa po te stari cesti, se pravi do Ljubljane, ne? Trbovlje, a ne? Trbovlje, okay. Tako je. Tako da je neko delo na cesti, deževen dan in so zastoji neverjetni do Trojan. Tako da moj oči tam v tistih koncih dela in je rekel, da rab 40-45 minut do šihta, če lahko rečem, ko je ponovadi 20 minut ali pa še manj. Tako da sem rekla, jaz se ne bom 2 ure furala v Ljubljano. Tako da sem šla na vlaku, v 45 minutih sem bila tukaj v Ljubljani in eto. Mislim, mi smo vse skupaj zelo počasi pripravljali, ker smo rekli, vse gre itak z vlakom, ne. Prišla bo kakšno uro kasneje, pa bo, kot da si se malo načakala, ampak hvala lepa. Jaz imam ne vem, kup enih vprašanj. Vsi so rekli, ja, njo si izbral zato, ker se je zdaj to zgodilo za košarkarsko reprezentanco, pa pravzaprav ne. Nažalost se pa je to zgodilo, tako da mimo tega tudi ne moramo iti, kako je, ko zdaj v bistvu se že malo vse skupaj prespala, pa se košarkarsko prvenstvo približuje, ti pa ne boš del tega. Moram reči, da kar malo naporno, zaradi tega, ker sem vse, ko se je to zgodilo, mislim, da si noben sploh ni predstavljal, da bo to tak bum iz tega ratu in sem neverjetno dobila veliko medijske pozornosti. Tako da tu so vsak dan me nekdo pokliče na telefon za neke intervjuje, pa tako, no. Tako da glede tega je malo naporno, ampak moram reči, da sem sama to čisto normalno predelala. No. Ne bom niti rekla, da je bil šok, ker sem že v večjih intervjujih poudarila, da me niti to ni presenetilo strani Košarkarske zveze. Tako da sem kar hitro pozabila. No. Ne razmišljam o tem, razen če me kdo, Trbovlje so majhne, niti peš ne morem imeti 10 minut, če rečem v dolino, da se malo sprehodim, ker me vsake 2 minute nekdo vstavi pa me vpraša glede tega. No. Ampak se ne smem, no, pa povem tako, ko je. Ampak kaj ti rečejo? Ti rečejo, Nika, škoda, ka te ne bo? Ja, seveda, prvo, kar mi vse reče, zdaj pa nam gledal, ne. Kom pa zdaj gledal, ne. Jaz zaradi teba gledam, ne. Vsaka, ja, vse in treba punce spodbujati, pa tako na vse in bojo mogoče tekme zanimive. Tako da to je to, no. Jaz enostavno sem vedno nasmejana, pozitivna, grem naprej. Tako da ne razmišljam o tem, no. Jaz uživam zdaj. Nazaj sem začela trenirati in enostavno uživam. No. Mogoče je kdo
ki naj zdaj gleda ali pa posluša, ki o Niki Barič ne ve čisto vsega, tudi jaz ne, ampak morda sam kot uvod, sam sem žensko košarko začel spremljati pravzaprav ravno zaradi tebe. No? Nika Barič je na sceni že 10-15 let in ko sem pogledal, koliko si stara, sem bil presenečen, ker sem mislil, da jih imaš, ne vem, to kot Goran Dragič. Ti si bila zame nek Goran Dragič slovenske košarke, pač ženske, in potem se je to zgodilo. No in včeraj zvečer, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem prebral eno misel, mislim, Goran Vojnović se mi zdi, da je napisal, pa bom zdaj čisto na kratko rekel, pa zakaj nisi bila tihna? Ja, pač taka sem. Jaz sem sama iz Trbovlja in sem vedno bila taka. No, mogoče sem včasih kako besedo tudi preveč rekla, isto je bilo v šoli. No. Sem mogoče tudi pa v vrtci, pa tako, no, sem mogoče kako kazen dobila čist tako, no, ker pač sem si jo zaslužila včasih, no, ali pa staršem, da je odgovarjala. Enostavno taka sem zgleda, da imam vse kar dostega, no, trbovljskega karakterja, pa tako, no. Meni tudi moji prijatelji rečejo, ker sem najraje v Trbovljih, ko sem doma, kar se mogoče smešen sliši, ker zdaj vemo, da je Trbovlje ni neko vele mesto, ampak jaz se tam res super počutim, no, in mi prav rečejo, tako ne, mater si pa res patriot, ne. In pač ne bom tega zanikala, no, jaz imam Trbovlje neizmerno rada in tudi to, da sem napisala na Facebook, niti malo ne obžalujem. No, pač in, če bi mogla to zdaj obrniti pa praviti nazaj, bi isto naredila, no, ker se mi ni zdelo zdaj. A ne bi odložila telefona pa rekla, ne bom? Ne, ne, niti malo. No. Tako da pač mislim, da se je moglo to zgoditi in vse se zgodi z razlogom. A veš, od košarkarjev ali pa od košarkaric mogoče, ali pa od športnikov nasploh mogoče ne pričakujemo, da imate vi neko mnenje. Vi pač igrate, ne? Zdaj imate tazga šefa, drugačnega šefa, tako kot politiki, oni imajo skozi neka mnenja, pa skozi to narobe, ne? Ampak športniki nimate tega. Pa prije Nika Barič pa napiše nekaj, to bom zdaj tu dodal, ne? Saj ni bilo to nič tazga, nič česar ne bi videli v slovenskem športu, pa si zdaj ostala zunaj. A mislim, da je Peter Vilfan rekel, jaz bi se pa usedel z Niko pa s košarkarsko zvezo, mogoče da bi imeli malo drugačno mizo, kaj imamo midva, a bi se lahko zmenili? Mislim, da ne. 100% ne, ker prvo vem, kakšni so oni, in vem, da je tle velik ego prisoten, ne, zmer pravimo, da je moj ego na stran, ne, pa se da vse zment, ne, ker je malo drugače vse. Tudi pa z moje strani imam pa tudi nek svoj ponos. In tudi, če bi se, ne vem, zdaj oni hoteli z mano usedeti, jaz mislim, da ne bi rekla, ja, zdaj bom pa igrala, ne, ker tako, ko, ne vem, da rečem, če nisem v A-plani, v B nočem biti, no, pač jaz sem taka karakterno in pač to tako z mano deluje, no. A mi česa ne vemo? Mislim, verjeten mrz česa ne vemo, ampak tako, je ta zamera ali pa karkoli do Nike Barič ali pa na drugi strani daljša, pa nepotrebna, no. Mislim, mi nismo imeli nikoli v vseh teh letih niti enega konflikta, tako. Sej to, ne? Tako, ja. Tako, zdaj jaz ne vem, kakšno mnenje imajo oni in nikoli ne bom zvedla, verjetno, zaradi tega, ker tudi oni verjetno ne vejo točno, kako jaz razmišljam o njih. Tako da, sigurno se je to že dolgo dogajalo in tako, ko vemo, vsaka stran ima svojo, je pa veliko stvari še tukaj v zadnji in verjetno lahko oni povejo, jaz pa tudi, no, jaz pa sploh, ko mislim, da v medijah se o teh stvarih ne govori in tudi ne bojo verjetno nikoli ven prišle, ker so čisto neprimerne. Ampak je bila že tu dostno neka stvar, da... Saj te ne bom samo o tem spraševal, veš, da ne boš mesala, ne. Ampak mim trenerja tvojega, ki ti je praktično naredil, v reprezentanci sta skupaj bila, a te on poklical pa ti je rekel, pa Nika, kaj zdaj to pišeš? Ne, zaradi tega, ker to je bilo tako. On ni bil več selektor in je včasih, to ni bila mogoče prva izjava, ko sem jo jaz izrazila na nekem profilu. Ker je bilo tudi prej, sem dala tudi eno izjavo, naprimer čestitke fantom, da so, ne vem, igrali na olimpijskih igrah, oni so super, bla, bla, bla. Ampak upam, da bojo tudi enkrat, da mi pridemo do te stopnje, da bomo tako uspešne, pa da bomo imeli take rezultate, kakor fantje, da se bo tudi v nas tako pisali, pa da bo košarkarska zveza nam dala toliko pozornosti, kakor dajo njima, ne. In naprimer sem tudi enkrat napisala ta zapis, no. In naprimer že tukaj so, naprimer, oni Damirja takoj klicali, pa da ja lahko nekaj rečeš, ne, ko zdaj ona to piše, ne, naj to zbriše, veš, tako, na take, mislim,
ni jim bilo lepo, no, da se govori, ampak pač to je samo neko mnenje. Mislim, mogoče lahko marsikaj reče, ne, ja, ko pa tu pišeš, ne, ampak mislim, da tukaj ni nič zdaj grdga, jaz nobenega nisem žalila ali pa karkoli, da bi zdaj mogla to odstraniti z profila, no. Ampak ker mi je on pač rekel, ker njega neizmerno spoštujem, pa je rekel, vse veš, sami problemi bojo, zbriš to, ne, in sem v bistvu kdaj iz Facebook profila tudi odstranila, ker pač nisem hotela nobenih problemov delati, no. In tudi zdaj, kar sem objavila, jaz o tem nisem razmišljala, zdaj, da bo to tak boom nastal ali pa problem, tako da v bistvu je pa vse šlo v drugo stran, no, ker zdaj bo Evropsko prvenstvo doma, kar je, a je to največ, kar lahko športnica doživi, Evropsko prvenstvo doma? Ja, sigurno, mislim, mi smo si to vsi želeli enkrat, vse je v tej smeri pelali, ker vemo, da smo si vsi želeli nekaj več, ne, ko je nekaj več. Jaz sem si zmer želela s to reprezentanco mogoče vsaj priti v četrtfinale in njeme, če lahko tako rečemo, dvakrat zapored na evropskih prvenstvih nam je čisto malo zmanjkala, ne. In sigurno to boli, no, ampak je šlo vse v tej smeri, da zdaj doma bi pa, mislim, jaz sem 100%, ne 100%, 200%, da bi se to zgodilo, no, da bi mi sigurno prišli med top 4, med top 5, no. Zdaj, v tej situaciji ne vem, a je to mogoče ali ni. Jaz želim puncam vse najboljše in upam, da jim to doseže, ampak to je top kariera, no, da ti pred domačo publiko, pred mogoče polno dvorano, če bi se res to zgodilo, nastopati za slovensko reprezentanco, igrati za svojo državo, mislim, da je to nekaj največjega, kar lahko športnik, no, doseže. A boš šla gledati? Glih takrat mislim, da ne bom v Sloveniji, no. Če se bojo pa prebile, se pravi polfinale, finale, takrat bom pa v Sloveniji, no, pa bom lahko prišla gledati, ali pa četrtfinale, naprimer, no. Tako da sem pa že v enem intervjuju povedala, da bom pa sigurno šla takrat, če slučajno našem ne uspe, ampak ne daj Bože, dajmo tako reči. Imam pa eno soigralko, ko sem igrala v Rusiji z njo, igra za srbsko reprezentanco, veteranka, super punca, tako da njo bom šla pa pol v vsakem primeru, no, pogledati. Kar ne morem si iz glave zbiti, ne vem, če bi jaz bil Nika Barič, pa se bi mi to zgodilo, a si ga napila tisti dan? Ne, nisem jokala, v bistvu, tako bom rekla, moja prva reakcija je bila, sem se tako malo cinično nasmejala, ker sem točno vedela v tistem trenutku, da so v bistvu oni sam sebi naredili slabš, ker sem rekla, joj, zdaj bo pa to, ne, jaz ne vem, so oni razmišljali, da se bo cela Slovenija obrla proti meni. Verjetno so to pričakovali, v bistvu se je pa glih obratni efekt zgodil, ne. In oni niso te reakcije verjetno pričakovali, no, tako da... A selektorja zdajšnjega pa poznaš? Ja, midva smo se srečevala na tekmah Eurolige, on je bil, mislim, da celo eno leto je v Rusiji bil, tam v enem klubu in smo se tako malo tudi preko terena, pa tako smo se malo zabavala pa to, no, in midva smo imeli čisto normalni odnos, no, nobenega kreganja, nesoglasja, nič, no. Se pravi, bivši te ni poklical, a te vsaj zdajšnji poklical? Ali bi vse, kar so zapisali, to? Pač bivši trener je bil prvi, ko pač me je poklical, ta zdajšnji pa seveda, da ne. Ja, škoda, no, jaz moram reči, da mi je zelo hudo. Se mi zdi, da bi Niko Barič, ne znam si predstavljati, kako bi bilo, če bi Goran Dragič naprimer rekel, ne, meni se pa zdi ta selektor, ki ste ga pripeljali, ne bom igral ali pa nekaj, ne bom igral, ni mi ok, in potem bi ga vrgli ven, ne, on je naš zlati reprezentant. Vemo, da se to ne bi zgodilo, ne, pač vsi, ko čist malo poznajo košarko, ne vejo, da se to verjetno ne bi zgodilo. In zdaj smo pri enem od tistih glavnih točk, zakaj sem se sploh odločil za podcast, zakaj bom govoril in govorim z ženskami, ki ste nekaj dosegle. A zato, ker si ženska, misliš, da je vse drugače? Mogoče malo, ampak jaz pravim, no, da je prav velika razlika, je tukaj dela košarkarska zveza med žensko pa med moško košarko, se opravičujem. V bistvu njih tako je tak občutek, da njih ženska košarka ne zanima, ne. Se pravi, kot da oni vse to imajo odveč, te priprave organizirati, pa se vprašaš, ne, ja, ko ste pa pol organizirali na Evropsko prvenstvo. Tako, skozi je nekaj tle v zadnji, da se ti zdi, da je vse to odveč, no, in pol imaš neko podzavesti skozi tako, kot da nisi dobrodošel, pa tako, no. Fantje pa vemo, vse devajo, vlagajo v njih in valjda tu nobenega stresa, tu uživaš in je po mojem čisto drugačna situacija, no. Če bi mogel tebe primerjati z Dončićem ali z Dragićem, komu si bolj podobna? Jaz bi rekla bolj Goranu Dragiću. Ja, zakaj?
Ko pa jaz nekako, no, tudi glede igre, pa mogoče tudi karakterno sem mogoče bolj njemu podobna. No. Jaz zdaj Gorana tako tam pa tam kdaj srečam, zdaj bom rekla, da smo kakšna prijatelja, pač tako blizu nismo, ampak spoštujemo en drugega. No. Kadarkoli se vidimo, se pozdravimo, rečemo kako besedo, pa tako. Tako da, kakor ga tako poznam, no, bi rekla, da sem bolj njemu podobna, ker Lukata pa pač niti nisem imela možnosti, da se pogovarjam z njemu, tako da težko odgovorim na to vprašanje, ampak tako, ne, gledam to, da dobro ocenim ljudi, bi rekla, da bolj gore, no. Okay. Zdaj boš mogoče ocenila najnega današnjega gostitelja, to je v bistvu Natakar. Žon, bi te prosil, če nam mogoče prineseš en tak pozdravni koktel, ker smo vendarle v tem koktel baru. Z veseljem sem, kakor je pri nas ponavadi nek tradicija oziroma postopek je, da najprej sploh ugotovim, kaj dama rada pije. Ne? Iz Trbovelja, ne? Strbovelja. Strbol, Močen karakter. močen karakter, zdaj domačega igre nažalost nimamo. Pa veliko je v Rusiji zadnje čase, a ne? Ja, to je pa res. Nekaj na osnovi vodke je brez problema narediti. Zdaj, koliko pa ponavadi koktejle piješ, če jih sploh piješ v prostem času? Bolj poletno. Bolj polet? Ja, bolj Ja. polet. Tako da nekaj osvežilnega malo da me. Zdaj ti bolj paše, da je pijača kisla, grenka, sladka, da je kakšna kombinacija teh okusov? Bom rekla bolj kisla. Bolj kisla. Zdaj, jaz imam nekaj v mislih, je sicer klasika, ni naša lastna kreacija, ampak malo rečemo potem na osnovi vodke. Zelo sveže, citrusno, imaš pa tako zbalansirane okuse, se pravi, ne vleče ti v nobeno smer, ampak imaš tako lep balans grenkobe, sladkobe in kislobe. Nič ne seka ven, Super. full easy za pit. Super. Krat 2. Krat 2. Ja. Zmenjeno. Hvala. Prinesem. Hvala. Prosim. Pa če to poslušajo kakšni otroci, predvsem punce, minister za zdravje opozarja, da se pač ne pije. Tako je. Ampak smo v takem okolju, ti si pa tudi dosti stara, že da lahko sam Tako presodiš, je, ali boš ali ne. Eno zgodbo bi ti povedal, ki je res, mislim, je resnična. Jaz sem včasih igral košarko, bil sem zelo zanič, pa se vidiš, da sem nehal rast prezgodaj. Ampak hodil sem pa ne. Ja, ampak ti si play, ne, jaz nisem bil za to. In sem šel potem velikrat na tekme Olimpije v prvi vrsti, tam smo sedeli zelo blizu, ko je bilo še v Tivoliju in navijali. Zame so bili to košarkarski bogovi. To si res tam, jaz se spomnim, Dragič je igral, pa Večerovič je bil še tako, res dober. In potem grem enkrat v en ljubljanski lokal in vidim tam ne njih, ampak druge košarkare, mislim, da so bili Američani, ki so kar fejst pil. In meni se je v tistem trenutku porušil otroški svet in predstava v košarkarjih. In pa zdaj vidim Niko Barič, pa tudi včasih s kakšnim pivom, pa tako, ne, ali pa zdaj s koktejlom. A šport pa alkohol ne gre skupaj, ali si sami naredimo to lepo iluzijo, da vi ste pa perfektni ljudje, ki pa ničesar ne delate, ne divjate, ne pijete, ne preklinjate, ne izražate svojih misli na Facebooku. Moram tako reči, ne bom rekla, da smo športniki glih tisti, ko ponovadi radi žuramo, pa kje spijemo, ampak tako pač, kolikor jaz vidim, koliko športnikov sem spoznala, pa tako pač tako enostavno je, če lahko tako rečem. Mi res vemo, da ves čas treniramo, potujemo, igramo tekme in seveda imamo milijon svojih hobijev, ampak verjetno se tudi daj preleže, no, da se sprostiš čist in se izklopiš na off. Tako da gremo radi ven. No. Jaz sem ena taka oseba, da sem zelo odprta za to zdaj, da bi rekla, da bom vsak teden iskala nekam, da grem žurat, pa to ne, ampak če je družba, sem zmeraj za akcijo, tako da ja, tako da tudi med tednom... Mi po tekmi, kaj igramo hokej, fanti spijejo pivo. Kaj vi spijete po tekmi? Tudi mi je punca, no. Jaz ponavadi bom rekla, da sem mogoče kar navlekla, kjer je punce, ker tako reče, no. Punce pa ne morejo piva piti. Okay. To sploh ni res, no. Ampak jaz imam eno tako zgodbo, jaz nikoli piva nisem pila, potem sem pa podpisala to pogodbo z Ekaterinburgom in sem takrat spoznala za mene osebno, pa tudi verjetno za 80% drugih ljudi, to pač Dejano Taurazi, Američanko. Za mene je to najboljša igralka na svetu, vedno bila in vedno bo, mislim, da nikoli ne bo boljše. Tako da je ena taka zgodba, no, mi večerjo, cela ekipa gre na večerjo po tekmi, se mi usedemo in pride Natakar, vpraša, ne, ko boste pile. In pač jaz sem takrat, sem imela neko obdobje, da sem pila skozi Jack Daniels Coca-Colo. In to potekem, ne, takoj preden dobimo hrano, jaz pijem
Jack Daniels Coca-Cola, ne. One pa vse te Američanke, pa vse 0,5 pivo, ne. In ta najboljša igralka glih zraven mene sedi, ne, in me tako pogleda, ne, grdo, in reče, ko pa je s tabo, ne. Ja, ko pa je, ne. Pa prav, pa ne moreš potekam ti pit, ne, te žgane pijače, ne. Sem ga, če tu pijem sam, ne, ali pa ne vem, igra mogoče kazga, to je to, ne. Daj, prav, ti njaki, ne, prav mlada si še, ne. In takoj natakar, ne, prid 0,5 pivo, ne. In jaz sem njo tukaj spoštovala, ne, pa kaj boš tukaj nazaj rekel, ne, to je najboljša igralka na svetu. In da sem tako prav, ni mi bilo dobro, ne, s pivo, ampak jaz sem celega spila, ne. In od takrat naprej, ne, sem jaz pol, vsaka, če je ona rekla, bo že, ne. A veš, mogoče čem pivo pilam, pa nekam prišla, ne. Tako da sem pol, no, se nekako navadila tako z regeneracijo, no, potekom, da se spije 2 piva ali pa 3, no. Tako da ja, tako, no, neka zgodba taka, smešna. Ja, ni smešna, ne? A zdaj Jack Daniels Coca-Cola ne piješ Ne, več? ne pijem več. Se držim tega po tekmah in to me najbolj regenerira, no, tako da zelo malo, če le rečem, lahko žgane pijače, no, tako, tam pa tam kak kozarček in to je to, no, bolj se držim piva. Vse sem mislil, da je mogoče malo Celje, kjer si začela košarko igrati, ampak zdaj si ravno Rusijo omenila, ne? 6 let v Rusiji, 7, koliko skupaj je mogoče? 12 sezon. 12, aha, ok. Pa vmes Turčija še? Vmes pa let pa pol Turčija, no, to je pa to, ja. Kako je igrati v Rusiji? Ker zdaj, to se pa spomnim, takrat so rekli, Nika Barič podpisala milijonsko pogodbo, Nika Barič na privat jetu in to košarkarice iz Slovenije. Dajo tam toliko veliko denarja za košarko, žensko? Ja, res je. Jaz sem imela srečo, no, da sem pač, da so me videli po tisti Moskvi, ko sem igrala, da so me podpisali k tem najboljšem klubi na svet in to je bilo nekaj, to je bilo čist drug svet, no. Tukaj si sam rekel, private jet, to skozi druženja, kuhajo ti hrano, osebni šoferji, to je bilo nekaj neverjetnega, no. In ja, ta klub je res, ne vem, zadnjih 10 let, če ne več, no, so oni res vlagali, se pravi, v hokej, pa v žensko košarko, no, tako da ta sponzor, ko je tam, je v bistvu ves denar, no, namenil na ali hokej ali pa košarko, no, ampak precej več v košarko, kakor pa v hokej, no. Ali lahko primerjava, ne vem, ta vložek v žensko košarko z vložkom v Slovenijo v košarko, katerikoli klub? Ne. Ne. Aha. Mislim, da ne, no. Tako bom rekla, mislim, da imam celo v glavnek uraden proračun našega kluba za nekaj sezono, ko sem jaz bila tam, no, je bil, ne vem, 30 milijonov, no. Tako da tu... Ne predstavljajo. Ja, tu vemo, kakšni so to denarji, tako da... No, zdaj pa lahko to pot, kar izvoliš, ja. Se upravičujem, ker sem odkole vletel pogovor, sem, kakor sta lahko opazila v razliki kozarcev, sem si malo samo iniciative vzel, vse tisti, ki me poznajo, vejo, da sem biti včasih malo neposlušen. Ampak načeloma to je ta pijača, ki sem ti omenil, se imenuje drugače French Start, imaš pa za osnovo vodko. Zelo dober bazgoli liker iz Francije, Saint-Germain, limono pa rozo grnilko, tak zelo fresh, citrusen, tak spomladanski. Malo drugače od našega dneva, ampak načeloma času primerno. Zdaj, Gregorja pa malenkost bolj poznam in tudi njegov okus, pa sem mu naredil eno pijačo, ki je v bistvu že od samega odprtja z nami. Smo si jo pa sicer sposodili iz enega bara iz Londona in se dela z Guinnessovo redukcijo in temnim rumom. Ja, pa me res dobro poznaš, hvala. Tako da upam, da bo to v njej uživala. Bo. Hvala lepa. Ja, se pravi, ti tam v Rusiji daš 10 milijonov, 30 milijonov za košarkarsko ekipo ženske, koliko je pa pol navijačev tam? Koliko ste znane tam? Tam vsi vejo, kdo je Nika Barič potem, a? V tem mestu, ja, tako prav neverjetno, ker je to, zdaj se ne spomnim, koliko milijonsko mesto je to, Ekaterinburg, ampak je zanimivo, zaradi, ko priješ v restauracijo in te poznajo, no, in tako tudi neke privilegije imaš, ne vem, ne moreš mize dobiti, no, pa naredijo, ne, tu so pa naše punce, ne, pa tako, ne vem, prideš v nek, mi smo tako delali, gremo na kako večerjo, pa se malo večerja podaljša, ja pa da gremo v ta klub, ne. Tam je pa dress code, naprimer, ne. Zdaj pa mi pa potekamo v Gemkane, v Premi, Nike, ne, vse Jordanke in valjda nas ne bi noter spustili, ampak tu so pa naše punce, ne, pridite, ne.
Tako da je neverjetno. To so bila ena, moram reči, najlepša leta mojega življenja. No in zdaj ta skok nazaj. Kaj mora punca narediti, ali pa kakšna je bila tvoja pot, da si prišla iz košarkarce v Trbovljah, si začela, ne? Pa v bistvu do najbogatejšega praktično kluba, do Paris Saint-Germaina v ženski košarki? Veliko, no, tle je predvsem veliko odrekanja, vse, in od talenta, od sreče, do tukaj nekih stvari, da si sploh ne znate predstavljati, no, ker ni lahko, vemo, sploh iz tazga mesta, ampak zanimivo je pa tako, ne, da če kjer mojo kariero pogleda, bi rekli, lepo, ki je bilo fajn, ne, ampak ne veš pa, ko je bilo tukaj zdaj, ne, vse v zadnji. Tako da je težko, no, pa ne igraš kako sezono, pa igraš po 5 minut, no, pa veš, da bi najraje naredil neko neumnost, pa šel iz tega kluba, ampak kam bo šel, če igraš v najboljšem klubu, no. Tako da je tukaj nekih stvari povezanih, da predvsem pa treninga, tako se reka, no, odrekanja, veliko je neke sreče, no, če lahko tako rečem, no, da si glih ob tistem cajti, na tistem mesti. Tako da jaz moram reči, da neverjetno kariero sem imela, jo imam in še vem, da jo bom nekaj let imela, no, in je neverjetno. Jaz vsak dan, ko sama sebe pogledam v gledali, si rečem, da sem lahko sam ponosna na sebe. Veš, da imaš veliko mladih punc, ne, ali pa deklet, ki te spremljajo na Instagramu, na Facebooku, TikToka nimaš? Ne. Ne, okay. Malo razmisli, to je zdaj zelo popularen. Ne? In oni vidijo Niko Barič v Rusiji, kako je vsa zadovoljna, kako je ti uspel. Mogoče grejo celo pogledati po Googlu, pogledati, Nika Barič, $1 million contract, pa tako naprej. A misliš, da jim s tem, ko jim samo ta del pokažeš, zamegliš njihov, da si sploh znajo danes predstavljati, koliko vsega, koliko si ti rekla, koliko sem jaz v bistvu mogla dati noter, koliko sem imela sreče po eni strani, no? Ne, jaz mislim, da si to noben ne more predstavljati, zato ker vsem se zdi to fajn, pa je fajn to, pa imaš, mogoče si lahko prvošiš marsikaj drugega, ker si nekdo ne more, pa si nekaj že zaslužil, pa vse te stvari, pa si lahko zdaj zmisliš, pa greš avto kupiti, pa tako, kar nekdo nima. Ampak ko se pa ti postaviš v moje čevlje, pa moraš vedeti, koliko ti moraš treninga narediti, pa koliko je enega odrekanja, no, pa tle pa vidiš, no, tle je tudi veliko od karakterja odvisen, od neke dobre vole, ne smeš odnehati. Vemo, da danes je težko najti ljudi, da bojo, če lahko rečemo, vse stvari požrli, pa jih nekam takole, ne, pomedli, ampak sami sebe dvigli, no, in marsikjer bo obupu, no. Kaj si mogla največ, kot si rekla, požreti? Kaj bom tisto, kar pa danes mogoče ne bi več s tem svojim znanjem? Sploh to, no, ta bom rekla, in v osnovni šoli, ne, jaz sem bila ful taka vesela pa zabavna in premalo sem se družila, no, z svojim vrstnicam pa tako, no, ker jaz sem mogla zjutraj, naprimer, ena zgodba taka, jaz sem vedela, da bom mogla nekaj več delati, kot ostale, da bom boljša, se pravi, tukaj smo pol z mojim trenerjem. Jaz sem zjutraj, šola se je začela ob 8, jaz sem ob 6 zjutraj sem išla na trening v dvorano in sem 1 uro sama trenirala s trenerjem in to so bili pač treningi, tako, ne, da si mogel pol ob 8 nazaj v šolo, ne, pa za par ur v šolo, na kosilo, pa pol spet na en drug trening, ne. Pol smo se pa naprimer pogovarjali že, da bi mogoče prestopila v Celje, sem šla še na 3 trening, ne, k članicam, pa sem bila stara, v osnovni šoli sem bila, ne. In tukaj nisem imela dosti časa za druženje, no. In tudi pol mogoče prve 2 letnika srednje šole, to nisem jaz ne mogla iti vsak petek pa soboto, ko so moji sošolci komi čakali, da se gre na žurko, da se malo sprostiš, no. Mi je bilo tokrat žal, ne, ker sem bila sama taka zabavna, pa sem zmer bila za žurke, pa to nisem mogla enostavno jeti, ker smo mogli mi v soboto zjutraj jeti v kombi, pa se 12 ur v Črno goro peljati, ker smo imeli pol tekmo v nedeljo, ne. Tako da te neke stvari, no. Zdaj se mi prav porušila, jaz imam 2 hčerki, Ivana, Paulino pa Lilijo, in smo skozi rekli, če jih daš pa v šport, ni panike, tam v športu ni časa za neumnosti, ampak po drugi strani pa ni časa, da si v bistvu socialen. Ja, mora biti v bistvu nek balans, no. Jaz sem seveda po šoli pol se družila s tistim puncam, pa ne vem, prej s fantim nabijala tudi fuzbal, ker na začetku kariere svoje sem jaz imela raj nogomet, kakor pa košarko, tako da so me zanimali sam fantje pa tista žoga, da bomo cele dneve igrali, ampak pok je pa to bolj resno končali, pa tega več ni bilo, ne. In tu sem jaz v bistvu najbolj pogrešala in še danes, naprimer, vse te kolege, ko imam, ko so me
tudi sami uvedli v košarko, pa tako so rekli, ne, da pa ti bi lahko šla ne igrati košarko, ker si tako dobra, ne pusta fuzbal, ne. Se še danes družimo, ne. In to je neverjetno, ne, da zdaj imamo več časa, da se družiš, ampak vsa tista leta, ko bi se pa še lahko, si pa spustil, ne. Tako da ja. To si mi dala zdaj ful misliti. Res, to bom zdaj kar probi tale, da se nama ne bo čisto otopljiv koktejl. Še eno stvar bi izpostavil, zdaj si v osnovni šoli govorila, koliko ti je bilo težko. Ne vem, koliko o tem govoriš, ampak ti si pri 14 prebolela raka. Mislim, to pa ni nekaj enostavno, to pa zdaj ni odločitev, da se ti odločiš, da greš jutri ob 6 na košarko ali pa na trening. Kako si izvedela sploh, da ga imaš najprej? No? To je bila ena taka zgodba, no, zelo zanimiva. Jaz sem nerada hodila k zdravniki, to je prvo, to je bilo meni tako zdravnik pa zoberi, ne. Mene so en dan prehladila sem si ušesa in to, kjer vsi, ko so to imeli, vejo, kakva je to bolečina, tisto kljuvanje noter in po noči mene to neizmerno bolel in je meni mami pol tiste neke kapljice domače delala 2 dni, no in pol ni to nič pomagali in reka mami, da bomo šli k zdravniki. In gremo mi k zdravniku in je takrat glih ena zdravnica nadomeščala mojega zdravnika. No in ona meni takrat napiše antibiotik, tiste kapljice neke, in me tako pogleda v vrat in prav, joj, ti imaš pa ful tukaj povečano ščitnico, ne, in so otrok 14 let, sploh nisem vedela, da to obstaja, kar smo se v šoli mogoče učili, ampak čez eno stran, čez drugo ven, ne. In je rekla, joj, tule mi pa meni ni všeč, no, in je v isti sekundi je napisala napotnico za laboratorij, da si mi šla krida, da preveri kao te ščitnične hormone. No, in pol je takoj naslednji dan so prišli izvidi in je tam nek hormon v bistvu ful odstopil, no, od normale. Se pravi, ne vem, če je normalna od 14 do 21, sem jaz imela, ne vem, 290, no. In ker se njej zdelo to ful čudno, je rekla, bomo takoj poslali napotnico in bo šla v Ljubljano na pregled, no. In tam pol cel teden neke preglede, bla, bla, in pol nekako niso mogli ugotoviti, kaj se točno dogaja, no, pa so rekli, lejte, enostavno moramo punkcijo narediti, da vzamemo to tkivo, ko je povečano, so naredili, no, in je prišel pol pozitiv na ta karcinom ščitnice nazaj, no. No, takrat si imela pol kakšne prijateljice pa prijatelje, to pa je nekaj, kar se pa vsi najdejo, če nekdo izmed sovrstnikov imajo. Ja, ful, zaradi tega, ker smo se v osnovni šoli, se pravi, mogoče izven šole pol nisem imela toliko časa, da bi se družila, ampak v šoli smo se pa, komi smo čakali, da bo odmor, da se družimo in so takrat bili res na moji strani, pa jaz pol tudi kar dolgo nisem v šolo takrat hodila. Je bilo tudi pol težko, no, ne glede, da je bila osnovna šola, se je bilo pol veliko za učiti, pa tako, no, je bil kar tudi šok, no, pol vse tiste ocene nazaj, pa, ampak so bili vedno tam, še kar smo pol divjali na igrišču, tudi če ne bi smeli, pa tako, no, ampak so bili zmeraj mi tam ob strani stali, tako da so bili vedno super, no. A je, če kot otrok, to je butasto vprašanje, ne, da te zaznamujem, pa kaj je to pomenilo, da si vedela, da si tak en borc v bistvu že? Ja, točno to, mislim, da je bilo to nekaj prelomnega, no, v mojem življenju, v moji karieri, če lahko rečem. Gleda tudi, da je že takrat moja kariera bila kar na visoki ravni. Ja, takrat sem dojela, da pač enostavno pač taka je situacija in zdaj edina stvar, ko jo moraš narediti, je preboleti to, pa zborbati in ni druge, no, jaz nisem čisto nič drugače razmišljala, jaz nisem ene negativne misli imela, je bilo težko, sploh zdaj, ko nazaj pogleda starše gledati, ne, ker starši so tukaj veliko bolj se vsega zavedali, ko se jaz nisem, ker tudi sama takrat nisem se zavedala, ko se točno dogaja. Tako da je bilo malo težje, no, starše gledati pa prijatelje, pa ko pa zdaj, ne, ko pa to pomeni za košarko. No, mene je zanimala samo košarka takrat, no. In jaz sem prvo tukaj, ja, daj bom pa šla nazaj košarko igrati, ne, samo to. In so bili vsi, ne, dej, Nika, prvo se ti pozdrav, ne, pa boš pa tisto žogo svojo driblala, ne, tako. Ti si bila, se mi zdi, da najmlajša v ženski košarkarski reprezentanci, ki si prišla, ne, koliko si bila stara? Mislim, da 16. 16, za članice, ja, mislim, da sem takrat prvi nastop imela. Veš, to se mi zdi isto, kot pri Dončiću. Dončić je pri 16 še rekel, da on ne bo še za one mladince igral, ker on bo prišel k članom, takrat je bil on v Madridu. Kako je bilo to doma? A je to tudi za starše, ki rečejo, evo, naša pa zdaj za reprezentanco igra? Je to za njih
mogoče tudi, ne vem, pohvala za vse to, kar so oni dali. Ja, sigurno, ker mislim, da je njim bilo težko. To je bilo preden te zbirajo reprezentanco, pa tu smo mogli polet, se pravi, tu si mogel, ne vem, so mogli starši, to je zdaj v takem denarju, in takrat še ne spomnim, če smo imeli evre, 500-600 evrov dati za otroka, da gre, ne vem, za en teden na nek kemp. Takrat je bil postojen, saj še kar mislim, da je ta kemp. So rekli, ne, fajn bi bilo, da tja prideš, ker je tu pač neka stopnička bližje do reprezentance, pol, ne. In tu pa pol te pelat na to tekmo, pa na uno, pa tako, no, je bil sigurno stres za njih, no, pa oba dva v službo, pa tako. Tako da je bilo, pa brat je bil takrat majhen, tako da je bil sigurno nek stres, no, tako da sem vesela, da na nek način, no, tudi vsem tem svojim prijateljem, pa ne vem, tudi starši so se mogli marsičemu odreči, da jim zdaj to vse vračam, no, pa da jim ni treba v bistvu za nič, da je skrbeti, no, ker sem zmeraj jaz tukaj, ko jim bom zmeraj pomagala, tako so oni me. Vse ne bom, ampak zdaj moram skočiti na začetek najnega pogovora. A je bilo pa njima pa hudo, mami pa očetu, ko so te izključili zdaj z reprezentance? Nista to pokazala, ampak mislim, da ja, no. Pa bratu? Brat je, tako bom rekla, brat je čist drugačen karakter, ker jaz, brat je bolj tak nonšalantno. Okay. Mal mogoče celo zgleda, kot da mu je za vse in jaz mu zmeraj rečem, da mi gre kar mal na živce, ne, ker nobenih emocij ne pokaže. Jaz jih znam pokazati, ne zdaj preveč, ampak ko jih pa moram, jih pa. Tako da je bilo, on se je kar malo tako nasmejal, pa rekel, ja, sej nič novega, ne, sej. Sam to, da povem, tisti, ki ne vedo, Nejc Barič je košarkar, dolg časa, tako. zdaj bil poškodovan, v Šenčurju igra. Tako je, tako. Fejs dečko, no. Tako, Okay. to pustimo Okay, tle, fejs ja, dečko. ja. Tako da mislim, da starša, no, da se znala to kar skriti, ampak ni vse. In se tudi meni seveda vse, ker tu smo prej rekli, Ja, ja. na domačem evropskem prvenstvu, da zaigraš, mogoče bi bilo to zadnjič, če bi bil neuspeh, ko veš, ko bi bilo pol v prihodnosti, ampak ja, sigurno malo to zaboli, no, da tega ne bo, sploh pa starši, tako kot jaz, verjetno so si tu želeli glih tako da, ja. Vse ne bom skozi drezal to, verjem, ker je to najmanj, kar v bistvu o Niki Barič nas zanima, ali pa vsaj mene. Je veliko bolj zanimivo, no, kakor A veš, pa kaj to. me zanima? Zdaj, rekla si, da si bila 12 let v Rusiji. Kako je biti v Rusiji, ko si, ne vem, bila si še zelo mlada, ko si šla tja v Rusijo, igrala si za milijonske klube, zdaj pa kar naenkrat je v bistvu biti v Rusiji mogoče celo malo, kaj pa vem, no, naj se vsak sam odgovori, ampak ni prav veliko športnikov in športnic, ki bi zdaj ostali v Rusiji, potem ko je Rusija napadla Ukrajino. No. Kako je biti tam? Ali pa kako je bilo biti tam zadnje leto? No? Moram reči, da sama nisem čutila čist nič, no, te tenzije, kar se tiče vojne, pa to. Mogoče malo, ko greš v neka mesta, ko so bliže Ukrajini, tam se pravi, neka avioni vojaški vzletajo, pa tako, no. Ampak, kot je pa ljudje, ko poznajo situacijo, povejo neke stvari, ne, je pa kar malo, no, te kar malo strese, ker, naprimer, jaz sem imela eno fizioterapevtko v klubu, stara 30 let, in je v bistvu v vojni izgubila brata, ne, ker so ga poklicali, prišli na dom, ne, moraš iti zdaj na vojno. In so v bistvu glih takrat, ko so nekje tam v Ukrajini s temi droni bombardirali, je v bistvu glih on bil tam, no, stal, ko se je to zgodilo. No. Tako da pol vidiš, ne, da se res nekaj dogaja, da ni tako, kot nekateri pravijo, jaz se tu pa sam mediji ne pihnejo. Ne. Ni to tako, ampak za naš športnike pa ne vem, no, jaz nisem te tenzije videla, niti čutila, so pa neke sankcije, no, ko pa malo vplivajo na tebe, da ti malo, ne bom rekla, ne olajšajo ti življenja, ampak ti ga malo zagrnijo. No. A imajo bančne kartice? Ne. Kako pa dobiš plačo? V bistvu to gre, no, zdaj znesek gre v bistvu na njihovo banko, ko imajo odprto, tam, ko nalagajo denar, pa se pol avtomatska transakcija naredi na slovensko banko, no. To gre, sem se pa tako zmenila, no, ker pač moje bančne kartice ne delajo, da so mi pač neki denarja devali na roke, tako sem pač rabila, gledam tudi, da ta mest je tako, bom rekla, bolj pocen, pa tako da nismo zapravljali veliko. Tako da to, no, to je malo mogoče meni bilo, ker sem navajena skozi kartico hoditi, vse posod plačevati, zdaj pa je bilo kar malo čudno,
Spomnim se Matjaža Smodiša, ti verjetno veš, kdo je. A ne? Seveda, Ja, zdaj- Trbovec, ne? Tako, tisti, ki se Tako. ne spomnim. A ni iz Novega mesta, sem mislil, da je iz Novega Ja, mesta. on zdaj živi tam, A ja, zdaj on je že. drugač Aha, okej. Trbovec. Spomnim se, ko je bil še na radiju 16 let nazaj in je enkrat razlagal, on je bil v bistvu, no, o tem bova še govorila, prvi slovenski košarkar, ki je bil tako dober, da bi šel lahko v NBA, pa nikoli ni šel v NBA. In je rekel, igral sem za CSKA, se mi zdi, in moja plača je bila tako velika, da sem šel vsakič 15, ne vem, kdaj v Rusiji dobivate plačo, tam na vrata po trgu in sem s kovčki praktično odnesel ta denar, ki je bilo to toliko časa nazaj, pa To je bilo verjetno. včasih, ja. A ne? A ti tudi s kovčki moraš odnesti Ne, denar hvala zdaj? Bogu, a? da ne. No. Pa se vemo, zdaj vse je treba parjaviti, pa več kot 10 jurjev ne moreš vzeti, tako da to je bilo včasih, to je Okay. toliko nekih zgodbic takih. Tudi jaz, ko sem v tej igralki najboljše razlagala, te Američanki, so jim včasih tudi, no, ker tako, kakšne bonuse pa tako, ne, da niso rabili nič dokazati, to je bilo nek buhaj odkje denar, pa tako, no, so jim tudi kar, no, isto, v vrečah, tako se rekla, iz kancelarije, ne, ven, takole, z dvem vrečam, ne, jim dal vsaki po milijon, pa pete, ne. Kar po milijon rubljev. Ne, Milijon dolarjev. dolarjev pa tako, ne. Tako da, Okay. No, zdaj pa ta NBA, pa Women NBA, a si bila 22 na izboru ali 20? Ali... No, ok. Tako Vse ni nekako, toliko no, važno, nekaj ampak takega. bila si prva Slovenka, ki si šla na nabor. Za tiste, ki se na šport ne spoznajo, to je tako, kot če je šel Luka Dončić, kot grejo pač Vlatko Čančar. Nika Barič je bila prva Slovenka in potem nikoli ni zaigrala tam. Zakaj nisi? Jaz sem še eno leto, sicer jaz takoj, ko sem bila takrat na draftu, pa smo podpisali pogodbo, mislim, da 4 leta. In ker sem igrala za ta klub v Moskvi, sem mehno minutažo sem imela in polko nisem bila dosti pripravljena, da bi šla na to fizično košarko pol v WNBA. In smo se nekako tako s klubom, smo bili skozi tem ameriškem, smo bili v kontaktu, ja, leto še ni, mogoče ne, pa mogoče drug let, no pa pol 2 let nisem šla, no pa končno te 3. leto sem se pa tam kao preizkusila, sem šla tja in enostavno se nisem najdla. Prvič v življenju sem jo to naredila, sem bila še kar mlada, no takrat, zdaj ko pogledam nazaj, ja, nisem se najdla v ekipno, pač očitno ni bila ta prava ekipa za mene. Jaz sem ful tako tak igralec, da rada čitam, mogoče kdaj bo tudi trener mi takole naredil, ne, ko sem pa zdaj to naredila, ja, se smo dali koš, ne, veš, pa ni bilo po njegovem planu, ampak tako, no, takrat tam je bilo pa vse bolj šablonsko, no, in se nisem najdla nekako, že na prvem treningu mi neki mi ni dal, da bi bila tam, no. In mislim, da je tudi pol trenerka videla in je tudi pristopila pol proti konci, ker to je tako, ne, po vsakih na en koliko treningu gre en ruki ven iz ekipe, ne, ker pol jih je pa samo 11 v ekip. Tako da sem pol, mislim, da te zadnja pol izpadla iz ekipe, ja, me je tudi ona pol vprašala, ne, ja pa ti bi bila v ekip, ne, ker vidim, da zgledaš, kot da nočeš biti tukaj, ne. Vsaka, ja, pač težko mi je, ne, in zdaj ne vem, če sem jaz pripravljena, ne, 5 mesecev biti tukaj, pa delati nekaj, kjer sebe ne najdem, ne, sam zato, da bom pol prišla oktobra domov, ne, pa bom rekla, ja, jaz sem pa igrala, ne, v WNBA, ne, pa da bi me pol eno vprašal, ja, in kako si se imela, bom pa rekla, ja, ni mi bilo fajn, ne. Nisem taka oseba, da bi to naredila in sem pač bila odkrita z njo in sem rekla, ne, meni ni mi všeč tukaj, mogoče drug let, mogoče kdaj drugič, ampak zdajle pa trenutno ne, no, tako da sem pol si prvo šla tako en mesec počitnice po tistem. Sem si nenavadna oseba. Ja, pravijo malo posebno, ne. Danes se mi zdi, da ne najdeš skoraj da nobenega, ki bi rekel ne Ameriki, Ja. pa vse, ki bi rekel ne Rusiji, ampak ti si takrat ubrala totalno drugačno pot. Ne? Ja, čisto so bili drugačni časi, no, takrat, kakor pa zdaj. Tako da. Kaj pa je danes drugačka takrat? Ne v košarki, tako v življenju. Se ti zdi, da se je ful spremenil? A glede mene? Jaz moram reči, da sem ful odrasla. Ful sem odrasla, ker sem pač v enem trenutku dejala, da bom mogla na sebi zelo veliko delati, mogoče tudi nekatere stvari spremeniti. Tako da sem vesela, da mi to ratuje, še zmeraj delam na sebi in vsak dan si rečem, no, da moram biti boljša oseba, kot sem bila včeraj. Pa seveda, če se le da pri košarki boljša košarkašica. No. Tako da, ko pogledam nazaj, ne bi se rada vrla v neke stvari, no, ker
sem bila res prav tako mulcno včasih. Mogoče v glavu, ja, sem bila starejša kot drugi, ampak sem včasih res kakšne neumnosti lahko naredila, ko bi zdaj pogledala, ko pogledam nazaj, pa se že, jo bože. Danes je čisto lahko, jaz bom odrezal ta del, pa poslal tistmu, ki se boš zdaj upravičila, če imaš kakšnega prav, da rečeš, oprosti, lahko. Ja, lahko, lej. A imaš? Ljubezen, to me tudi zanima. Ko gledaš v neki barič na svetovnem spletu, ki pove seveda o človeku vse, nič ne vidim. To bo po mojem še tako nekaj časa malo bolj skrivnostno, zato, ker to je pa ena stvar, ko jo tako poskušam, tudi kar se tiče prijateljev, Okay. pa to, no, ne rada jih izpostavljam tako. Ne bom rekla zdaj, da imam milijon prijateljev, ampak tiste, ko imam, tako kot sem prej rekla, jih imam od otroštva in smo takole skupaj. Mogoče se vsak dan ne tipkamo, ko sem v Rusiji ali pa kjerkoli v tujini, ampak ko se pa vidimo, je pa to neverjetno, kot da smo vsak dan skupaj. Tako da tudi glede tega ljubezenskega življenja, no, to bom ne bom rekla, da skrivam, ampak poskušam čim bolj tako, da se čim manj ve, no, ker tu so ene stvari, ko mi največ pomenijo, se pravi družina, prijatelji, pa seveda ljubezen. Trenutno sem samska, ampak ja, no, da se neke stvari zadržijo za sebe in mislim, da je tle, no, da je neka intima bolj kakor pa, da ja, tako, no, nekako. A če te vprašam, kakšna mora biti oseba, da bo prava zate, je to preveč? Ne, ni. Okay. Kakšna mora biti? Po mojem čist neki kontra mene. Okay. Zdaj bo tako ful kliše, kao nasprotja se privlačijo, ne? Ampak mislim, da ja, no. Pa pripravljena sprejeti, pač glede na to, da jaz veliko potujem. Lahko Rusinja. V Rusiji, da tam živi, ne? Ja. Tako da ne vem, no. Okay. Pojma nimam, iskreno, zaradi tega, ker jaz pravim, jaz dam ful energijo, dam tudi na prvi pogovor, ne vem, mogoče date, karkoli bi tu kam šlo ali ne bi šlo. Tako da, če klikne, no. Nisem pa, sem dojela neke stvari, no, da na distanco pa ne vem, če, no. Ne vem, če bi še, zaradi tega, ker je zelo težko, no, sploh ko si tako daleč, pa da je pol tu vse na neko distanco. No, Ja, iz Rusije je kar slab signal, ne? Ja, slabo, nimajo 5G. Veš kaj, jaz igram hokej, amatersko s fanti, in po hokeju gremo vedno, ne vem, v garderobo in za fante to ni nič tazga, ne, tako. Spomnim se, pa ko je kolegica delala na športu, pa je rekla, veš, da je recimo pa med športnicami zelo veliko v bistvu lezbika, ne, v nogometu, v košarki, ne vem, zdaj to je to dvoje takrat omenila. Kako je s tem res? Moram reči, je to sploh še tabu? Prosti, ja, ker sem ne, mislim, da ni tabu, zato ker so se časi zdaj tukaj spremenili, pa tako, ampak je pa zelo veliko, no. Moram reči tudi, tako nekatere kakšne zgodbice, ko mi kjer tako pove, pa veš, ne vem, sploh v Ameriki, naprimer, v Ameriki je to že nekaj čisto normalnega, ampak v Ameriki je pa naprimer bilo tako, da ne vem, ja, ženska z možem 4 otroke in pustila moža, dobro, otrok seveda ne, in šla tam z eno pač punco, ne, in to je pač take, no, tako me kar malo presenetila, sem tako, ko, ne, a veš, je malo čudno, mislim, težko je tudi dojetno take stvari, da se mogoče kjerem dogajajo, pa marsikjerem drugem, ko ni to odprt za to, pa to, da je pač to ne morejo verjetno. Veš, kaj dvojna merila se mi zdi tudi, tukaj pa fantje imajo kakšne težave, ne. Čisto normalno je, da so punce, recimo, ne vem, lezbike, medtem ko če pa je kakšen fant v ameriškem nogometu, naprimer reče, pa skoraj da jutri lahko konča svojo kariero. Zakaj pa misliš, da je tukaj takšna razlika? Ne vem, mislim, da je pri moških še zmeraj to malo bolj tako, ne, res tabu, pa tako, da ljudje, ne vem, ker so pač moški, jih pogledaš, pač oni so, kao, ne, glej kako izgleda kot dec. Ja, v ameriškem nogometu pa res. Ja, točno to, no, in pol jim je to pač ne gre skupaj, ne. Pri ženskih pa se mi zdi, da je to zdaj tako. Tako da, ne vem, tam ne gremo, se usedemo, pa gremo na pijačo. Veš kaj, me tudi zanima, ko si rekla, da si bila v Rusiji, pa sem te že prej malo spraševal, zato ker si tle bila, zdaj, ko greste, naprimer, pa vi na ta hokej, si rekla, da je ta lastnik tudi hokejskega kluba, kako je pa tam, ko greste v to ložo?
Še zdaj mi v Sloveniji, ne vem, greš lahko v Stožice, pa imaš ložo, na Jesenicah sploh ne vem, če imajo ložo. Kaj pa v Rusiji, ko gre znana športnica, se pravi v bistvu ikona tega kluba v ložo? Kaj vse je tam na voljo? Moram reči, da je tako približno, to zgleda manjša, ampak tako, če greš v Stožicah v ložo, tako nekako, ampak rečemo, da je to pol tega prostora, no. Ampak to je pač, se pravi, vso hrano pripravijo, prinesejo, pa tako. Pa je pa to smešno, ne, ker bi rekel, ja, pa se tukaj v hladilniki bo pivo, ne, pa bojo, ne vem, 3-4 flaše vina. Ja, je to vse 3-4 flaše vina, pa imaš pa 6 flaš vodke, naprimer, ne. To je, sraka, brez te vodke res oni ne morejo, no, in to je nekaj neverjetnega, no, koliko imajo oni rad to. Jaz sem jim rekla, vi ste vsi zaljubljeni v to vodko, to je neverjetno, jaz nisem spoznala Rusa ali pa Rusinjo, ko ne pije vodko, no, iskreno. Pa malo ali veliko vodke? Ja, odvisen, kakor kjer prenese, ne. Čeprav njihova tisto, ko oni delajo, to je čist nekaj drugega, kakor da greš tam lahko v Špar, pa neko, ne bom rekla, zdaj pocen vodko kupiš, ampak ker tudi sama, naprimer, da bi zdaj šote pila, ne morem. Ampak, naprimer, v Rusijo, ko pa pridem, ker to, ko greš na kosilo s predsednikom, pa to, ne, tu se vsake 5 minut ne zdravlja, ne. In veš, da moraš, ne, vsaj te prvega moraš spiti, ne, pa se lahko pa delaš, ne. Tako da je čist drug okus, no, ni to tok, da bi, ne vem, bruhno ali pa ne vem, da bi te to tok požgal, da ne moreš to spiti, no, je čist nek drug tak, bolje blaga, rečemo tako, no. Nika Barič in otroci, koliko jih boš imela? Joj, rada imam otroke, dajmo prvo to reči. Prvo zaradi tega, ker vsi moji kolegi iz otroštva imajo zdaj po 2 ali pa 3 ali pa enega, tako da, ko se družimo, imajo te otroci neizmerno mene rad, jaz njih, tako da... Teta Nika? Ja, teta Nika, ja. Tako da so v zadnjem cajti, sem rekla, sami otroci, no, okoli mene. Tako da imam jih zelo rada in ne morem reči, koliko jih bom imela, ampak mi je super, no. Ko vidiš, da imam malo žilce, no, če lahko tako rečem, da me tudi poslušajo, pa zanimiva sem jim pa tako, no, mi je všeč se z njimi igrati, pa jim kje tudi daj povedati, jih daj kregati, ne, to je najboljš. Tako da ja, no. No in zato sem te to vprašal, ker zdaj me pa zanima, a bi dala svoje otroke v šport? Bi. In mislim, tako razmišljam, no, pač ker nisem starš, ampak koliko imam zdaj izkušenj, kar vse vidim, poslušam, čim prej v neki dati otroka, no, ali to zdaj naj si sam zbere, čim več, meni včasih reče, ne vem, moja teta, ja, pa moja ta mala hoče košarko, pa plezanje, pa ne vem, pa bi šla zdaj šah, pa bi šla violin, ja, naj gre, ne, se bo pač slejko prej bo videla, da vse ne gre, pa se bo pač za nekaj pol mogla sama odločiti na tisto, kar ji najbolj ugaja. Mislim, da ne smemo otrok siliti, zdaj, če karkoli mislijo delati, naj delajo, no, mislim pa, da moramo biti mi tisti steber pa opora, da jih pač spodbujamo, ne glede na to, kar si bo izbrali. Ti bi bila rada košarkarska trenerka, ne, to sem prebral. Tako je. Se pravi, kaj, misliš, da je v ženski košarki je prihodnost za tiste punce, ki verjamejo, da to rade delajo? Zelo je malo trenerk, tako bom rekla. Spet Amerika, ampak v Ameriki je to veliko več, ker je zelo veliko trenerjev in je pol tudi več trenerk, no. V Sloveniji zelo malo, no. Tako da mogoče bi tudi tle začela neko zgodbo, no, glede na to, da nimamo veliko trenerk, da bi res po konci kariere, seveda, ker zdaj trenutno tu ne pride v poštev, bi se res rada preizkusila v tem, no. Prvo mogoče z mlajšimi, da vidim, če imam sploh potrpljenje, ne, ker vemo, da ponavadi so otroci tisti, ko ti vse živce požrejo, ne, če je to sploh za mene, no. V svoji karieri sem se naučila ful potrpežljivosti, tako da mislim, da tudi pri otrocih, če začnem, da bo to šlo, no, bi mogli jeti. Je pa spet, mislim, da je težje uspeti, no, nekaj žensk, zdaj priditi, ne vem, od nule začeti, če lahko tako rečem, da bi zdaj mogoče jaz čez par let, pol, ne vem, čez 10 let bila trenerka Eurolige, ne. To bi mogoče bila še ene sanje, no, ko sem v bistvu, zdaj sem začela o tem razmišljati, ker bolj, ko grem proti koncu kariere, ne, se zavedam, da sem živc, ne, in da bom mogla nekaj delati potem, ne.
Rada bi pa seveda ostala v košar, ker se pa pač ne vidim kakor agent, ne vidim se kakor sodnik. Je to ena stvar, no, ko bi se mogoče rada preizkusila. Ja, glede na tvojo plačo se mi zdi, da lahko klub skoraj da kupiš. Ne moreš pa kupiti igralka. Ja, Je v Sloveniji veliko punc, ki se ukvarjajo s košarko ali pa ki jih to vsaj zanima ali pa ki imajo potencial. Kakšna je ta baza? Ti veš, ker si bila pač v reprezentanci, pa veš, koliko vas je takšnih na nivoju, da lahko tam igrate. No? Zdaj mislim, da se čez dalje več otrok pač upisuje v te krožke pa tako, no. Ampak mislim, da če pogledamo prejšnja leta, je bilo veliko več talentiranih, se pravi, otrok, kakor pa zdaj. Tako da je zelo težko, no, ampak mislim, da bi bila zelo vesela, da bi se čez dalje več punc tukaj udeleževali teh krožkov, pa pol v klubih, pa tako, no, ker pol več, ko jih bo, pol mogoče bo tudi več trenerjev prišli, ker se vemo, en trener na, ne vem, 30 otrok je pol že malo težje, ne, pa da se tukaj malo pomaga, pa bo mogoče kak trener tudi videl, da bi mogoče kaj več. Tako da je težko, ker ni take baze, pa ni tudi veliko trenerjev. Tako da, ne vem, upam, da bo no prihodnost boljša, no. Čeprav vemo, da mogoče se vsak let pomal izboljšuje. Tako da jaz upam, no, da tudi lahko sama pritegnem čim več pol otrok, no, če bom enkrat mogoče kako šolo košarke tudi pa ne vem, kak kemp pa tako, če bi pol v tej smeri pol tudi razmišljala, no, da bo čim več otrok se udeleževali pa. Nika Barič je pač ženska, 30 let stara, oprosti, kad to povem, ampak mene navdušuješ, ker izgledaš tako pač mlada, pa s tako dolgo kariero, 12 let, naprimer, v Rusiji, kar če na hitro zračunamo, si šla, ker si bila komaj 18 let stara. Kolikrat je bilo problematično, ko je do tebe, ne vem, prišel kakšen moški, fant ali pa karkoli, ti si bila pa vendarle ženska, ne? A si mogla kdaj se zase tudi boriti? V kakršnem koli primeru zdaj to. Ne zgolj za položaj, tako v ekipi, konec koncev si se mogla verjetno na igrišču boriti, ker si bila punca, pa si proti fantom igrala, ne? Ampak tako. Je bilo kdaj v življenju kaj takega neprimernega, da se je zgodil v tem konfliktu moški-ženska? Moram reči, da ne. Da nisem imela... Nimam zelo niti v glav, ker verjetno bi mi to ostalo v glav, če bi se kaj takega zgodil, ampak mislim, da nisem imela niti ene take, no, negativne izkušnje. Bolj je bilo tako, no, so bili, če lahko rečem, bolj fantje obremenjeni z mano zdaj, ker kjerkoli šport smo igrali, sem bila v bistvu boljša od tega fanta, pa starejši bil od mene, no, in so bili kratko. Prvo so bili jezni, no, pa so pa v bistvu po, ne vem, tokem cajti, ko smo že ena igrali ali pa karkoli, so dojeli, no, s tabo pa še bo neki, ne, naj ti bo, ne, pa so se pol smejali, ne, se še danes s tem smejimo, ne, tistem, ko se vidimo po Trbovljah, pa tako. Ampak negativnih izkušenj pa moram reči, da hvala Bogu, da ne, no. A bi kaj posebnega svetovala, mogoče tem mladim puncam ali pa mamam, ki pripeljajo punce v košarko ali pa v katerikoli drug šport, na kaj naj pa vendarle bojo previdne, recimo, ko svoje punce nekam odložijo, pa rečejo, evo, zdaj ste pa tle 5-krat na teden in tako naprej. Ne vem, pred pričakovanji ali pred... Ja, mogoče to, marsikjer starš, ne, danes, kako sem že prej rekla, da mogoče ni več toliko potenciala, pa ni več toliko talenta, kakor ga je bilo mogoče pred 10 letom, ne, tam vsak tretji je že bil, ne, tako si rekel, ta pa bo, ne, zdaj pa težko tistega enega, ne, v skupin zbrati pa reči, ne, je pa res talent, ne. Tako da tle lahko starši veliko vlogo naredijo zaradi tega, ker od otroka ne smeš preveč pričakovati, ker pol, kakor mu nekaj rečeš, ne, zdaj pa ti moraš, ne, to pa to, ne, ima otrok takoj tukaj, ne. In pa če ne gre vse po planu, ne, se lahko obrne to čisto drugo, ne. Pa otrok zasovraži košarko, pa ne bom več v športi, ne, pa se lahko tu čisto obrne, ne, čisto drugo smer, tako da mislim, da sam ta pričakovanja, no, da pač otroka je treba spodbujati, biti vesel in ko zmagujejo in ko zgubljajo, tudi če mogoče kdaj na kaki tekmi se zgodi, pa ne da koša, pa tako, no, da ni zdaj, da pride domov, pa iz tega ne stane prepir, zdaj ga, joj, si pa danes slabo igrala, ne. Ne, pač treba otroke dati vedno podporo, pa se bo že čas pokazal, ne, ker nekateri otroci, pa ne vem, mogoče nobenega talenta ne pokaže, pa kar naenkrat njihova kariera, ne, gre navzgor. Tako da je treba biti potrpežljiv, no. A si ti kdaj kaj razbila, ko si prišla v hotelsko sobo po tekmi? Iz jeze, ker ni šlo v redu? Ne, to v hotelskih sobah ne. Sem je pa naredil
verjetno že prej, ampak sem to verjetno pozabila, ker sem bila mlajša. Se mi je pa letos zgodilo dvakrat, da sem prišla na polovic tekme, sprav po 20 minutah, ko je 15 minut odmora, sem prišla v garderobo, no pa sem dva taka, ko pijemo iz takih flash shakerja, tako z vso silo, no, vrgla v steno, no, pa se tako ne, pravijo, kao ne moreš ga razbiti, ne, ampak to je šlo na mehne koščke, no, tako da v hotelih pa ne, no. Pol je bilo boljš, ko si prišla nazaj na igrišče. Ja? Pa je bilo boljše. Kaj je zate največji dosežek v tvojem življenju zdaj? Jaz sem v večjih intervjujih povedala, da sem prebolela raka ščitnice. Mogoče je to že tako malo skozi eno in isto, ampak ja, sigurno to. En dosežek tudi mi je ta, da sem bila prva Slovenka na draftu WNBA, pa to, da sem pač trikratna zmagovalka Eurolige. No. Mislim, da to pač čisto nobeni ženski ni uspel do zdaj in sem zelo ponosna na to. Tle sem hotela sam še en narediti, no, mogoče olimpijske igre, kdaj ne v življenju. Veš kaj, tudi slovenska košarkarska reprezentanca bo nekoč rabila selektorko morda, ne? Točno to. Mogoče pa res. Če ne pa za kako drugo državo. Res? To bi bila opcija? Bi bila, seveda. Zakaj pa ne? Se da. Kakor selektor lahko. Naprimer, zdaj, kakor igralka pa ne morem. Zdaj, da bi hotela za katero drugo reprezentanco igrati, ne morem. Bi pa, tu so me tudi vprašali, ne, sem se polkar malo nasmejala, a bi, ne, igrala zdaj, ne, ker ne boš verjetno več za slovensko reprezentanco, bi vzela potni list pa igrala za drugo reprezentanco, bi, naprimer. Bi. Zakaj? Iz jeze? Ne, nobene jeze, ampak tako, ker mi tukaj pomeni reprezentanca, da dobro, če ne mogoče za svojo, pa mogoče za katero drugo, ne. Se ni isto, ne, tu ne moramo to primerjati, ampak bi, zakaj pa ne, sigurno. Ampak rekla si, da si zelo pripadna Trboveljčanka, pol bi rekla, da nisi pripadna Slovenka, ne bi ti bilo lahko verjeten, veš? Ja, verjamem, da ne, ampak ne vem, če nimaš teh vratl odprtih, ne, mogoče se pa katera druga pol, ne, odprejo. Če se ta zaprla, se druga odprejo, ampak v bolj kakor trenerka, no, bi rekla, ne kakor igralka, ampak bolj kakor igralka, ne, ampak kakor pa trenerka pa ja, no. Tako da nikoli ne veš. No, seveda, sej. Zdaj, da se vrnemo čisto na začetek, ne, tudi slovenska reprezentanca ima tujega selektorja, zakaj ne bi Nika Barič bila torej nekoč selektorka. Sej, jaz sem sam za igralko malo povzdignil obrvi, ne, to bi mi bilo pa hudo, no. Ja, sigurno, ampak ne bi tu bilo z nobene jeze. Ampak tako, ne vem, da te povabi ena druga reprezentanca, ne, kar se pri puncih, mislim, tako Ja, se tudi Slovenija imela naturalizirane. Mislim, ti mora biti kar tako, no, ti dušo popiha, po mojem. Tako da, ja. Ja, jaz mislim, da sva dobro poklepetala, ti si bolj malo popila, ampak zato, ker si to veliko govorila in naj tako bo. Hvala lepa, da si vzela ta čas za... Upam, da so punce pa mame prisluhnile, ne, kaj lahko tudi iz Trbovelj v bistvu poletiš, ne zgolj v Ameriko, ampak tudi v Rusijo, ne. Ja, lahko, daleč poletiš. Vse se da. Koliko časa boš še igrala, veš? Zdaj nimam tako, ne. Ja, zdaj bom pa zaključila, ampak ker si sam tudi rekel, da tudi sama imam občutek, da sem stara, ne vem, minimum 35. Pa ne zaradi tega, ker bi, ne vem, bila iztrošena, ker sem vzmatrana, še zmeraj imam zelo velike energije, motivacijo, vse, ampak ker že tako dolgo igram. Tako da ne bi bila rada tista igralka, ko, ne vem, igra do 38, 39 leta, pa krade mesto zaradi svojega imena eni mlajši, ko je mogoče že malo boljša od tebe, a ne, takrat, ali pa mogoče malo bolj sposobna. Tako da, ne vem, jaz sem razmišljala, mogoče še 4 sezone. Tako, če bi pri 35 končala, to je na vrh glave, no, tako lahko rečem. Te bomo pa lahko prišli pogledati v Trbovlje? Kamot. Z vlakom? Lahko. Če bomo kje spili, boljš da z vlakom. Boljš da z vlakom. Ja. Dan si z vlakom, zato imaš koktejl, sam imam pa prevoz, zato bom zdaj še enkrat Joana poklicala. Za en tist zadnji koktejl, se mi zdi. Pa pol, da zaključimo. On je poslušal ta pogovor,
Morda bi te zdaj ocenil celo malo drugače kot s prvim koktejlom, a bi jo? Ja, mislim, Kaj si slišal, odpre vrata, ona veš čas malo leti, ne? Ja, to je res, po drugi strani pa jaz sem malo prisluškov pogovoru, sem sicer imel tudi ene par svojih stvari za narediti, ampak tako, praktično veliko borb si imela v svojem življenju, ki si jih v bistvu šla skozi, veliko napora, truda, Švica vključenega, tako da mogoče bi si pol v tem primeru zamislil, da ti damo nekaj, kar vse to skupaj malo umili. Da je... A vodo si mislil? Ne. Ja. Nekaj... Če vam plala. Ne, pa tudi glede tega, ki je Gregor omenil, da rečemo v javnosti o tebi ni ravno veliko za najdeti, ne, se pravi... Nimaš svoje spletne strani, nimaš svojega sklada, nimaš Twitter računa. Kljub temu, da si znana pač po uspehu v košarki, ne, je veliko globine v zadju, katera je za širšo javnost skrita. Imam pač eno pijačo v mislih, ki ima tudi na površju govori eno zgodbo, v bistvu je pa ful veliko skritega v zadju v njej. In se moraš malo bolj z njo spoznati, da ugotoviš, kaj vse noter je. Prav. Ja. To je pa prav, kar dvakrat. Tokrat pa res dvakrat. Hvala. Nika, to je to. Mi da bomo tega počakala, spila. Ful hvala, da si prišla. Hvala. V čast mi je bilo. Meni tudi. Vedno se bom hvalil, da sem spoznal prvo Slovenko, ki je šla na nabor, prvo milijonarko, ki je zaslužila svoj milijon s košarko, športom. In ja, kot je rekel Žon, pa tako kot sem se že sam pripravljal, sploh nisi enostavna oseba, veš? Nisem, vem. In hudo mi je, da te ne bom mogel gledati v stožcah na igrišču, ampak če bo šla na tekmo, daj poklič me, bom svojo hčerko s tabo pelil, pa ji bom povedal, s kom sediva. No. Bomo še kak dres zrihtali pa. Z veseljem. V Moskvo pa ne obljubim, da pridem, veš? Ne? Ne. Sicer boš tudi povedala, kje boš igrala v naslednji sezoni, pa če boš kje bolj bliže. Ne, z veseljem. Za Moskvo pa zdaj, se veš, z veseljem bi šel, ampak mi drugi moramo biti bolj politično korektni kot pa športniki, ki hvala Bogu vam ni treba biti. Dobro igrej, brez poškodb, pa hvala. Hvala za povabilo. Z veseljem. Hvala. Evo, to je to za prvič. To je bil podcast z Niko Barič. Meni je bila super. Poslušajte jo dvakrat, trikrat, ker je imela v bistvu kar veliko naukov, ki bi jih mogli vsi vedeti, nič ni enostavno v življenju. Pa se slišimo in vidimo spet naslednjič. Čau.